tako samo nemi posnetek, kjer je vidno, da poslanec Aleš Lipičnik krili z rokami. Moram reči, da sem še zdaj pretresen. Zdaj ne vem, če je šlo za zmerjanje ali gre za romofobijo. Sem cigo jedan. Sam to, da smo za javno, NSI poslanc je po seji tulil po hodniku, da prokleta banda ne samo poslancem, strokovnim sodelavcem. Živimo v državi, kjer si predsednik vlade domišlja, da je on tisti, ki določa, kdo je medij in kdo ni. Predlagamo, da naredimo soočenje na nevtralnem terenu, v Cankarjevem domu, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani ali v Mariboru pred publiko in da vsak od naju tja pripelje 2 novinarja iz katerega koli medija. Lahko se pogovarjamo 4 ure, lahko vprašajo karkoli, lahko publika karkoli vpraša. Torej, hic Rhodus, hic salta. Mene preseneča, njihova taktika skrivanja je bila jasna že v prejšnjem mandatu, a tudi takrat ni delovala. Je pa to nekaj, kar počnejo desni populisti povsod po svetu. Najlepši tak primer je naš sosed, predsednik vlade Madžarske, Viktor Orban. Najprej gospodu Logarju. Gospod Logar, vi pravite, da ste drugačna politična stranka od skrajne desnice, od Janeza Janše, čeprav v slovenski javnosti in tudi meni osebno vedno bolj in bolj zgledate podobni enemu Janezu Janši, ki pa zraven obrača še burgerje. Zanima me, ali ste pripravljeni sodelovati v vladni koaliciji z mi socialisti. In drugo vprašanje za kolega Luka Mesca. Ne, samo enega. Prej sta bile 2 vprašanje. Predhodnika sta postavila 2 vprašanje. Jaz sem ful skuštran, pa mi lase vse smeri grejo vidne, ne? Ampak pa gledam vas, Novo Slovenijo, ne? Vi ste pa tako vedno sfrizirani v nulo. Pa če bi mi dal na svet. Se prečujem, kolega Šavlja, ampak to je ta za jutranji smeh. Odličen postopkovni predlog. Za kolega Luka Mesca, če je pripravljen biti državni sekretar na moje ministrstvo za delo, takrat, ko bom jaz minister za delo, zato da dokončamo še tisto, kar v tem mandatu ni bilo. Dobro, odgovor, Anže Logar. Jaz sem že odgovarjal, če samo eno vprašanje, ni Luka Mesec odgovoril. Kaj? Odgovorite. O čem, kaj ne odgovorim? Ali ste pripravljeni sodelovati z nami v vladi? Lejte, vi, če se ne motim govorite, da je Luka Mesec pa Robert Golob, da je to politična sredina. Lejte, gospod Logar, radi vas imamo. Nisem vam prav, hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kordiš. Sporočilo medijem, ki nas vztrajno ignorirajo. Mi, Zeleni Slovenije in stranka generacij, bomo največje presenečenje teh volitev. Račune se je davek oziroma prispevek za storitev, ki ni obstajala in ki še v določeni meri še vedno ne obstaja. To je tako, kot da bi vi otroka upisali v vrtec, pa bi rekli, hvala lepa, ko ste prišli, mesto se sprosti šele čez 1 leto, takrat ga pripeljte, pa ga bomo čuvali. Položnico bi vam pa poslali že naslednji mesec. To so naredili z dolgotrajno oskrbo. Prispevek se je začel pobirati 1. julija lanskega leta. Večine storitev pa še vedno ni. Saj večina denarja, ki se je lani pobrala za dolgotrajno oskrbo, sploh še ni bila porabljena in še vedno ni porabljena, porabljajo ga za druge stvari. Lepo vas prosim. Vsaki stvari, ki jo kdo objavi na družbenih omrežjih, nikakor ne verjamete, ampak dejva se reči nekaj drugega zmeniti. Zakaj lahko potem vašem računu? Nekaj drugega zmeniti. Jaz imam tukaj s sabo originale, vključno s potrdilom banke, predajam vam jih, to so vaši izvodi, vi mi pa boste naredili to, da boste te račune objavili in verodostojno potrdili, da so resnični. In nič ne bom tvegal za izjavo, če rečem, da je Slovenija s svojimi stališči, svojimi pogledi v zadnjih 4 letih reševala ugled Evrope in reševala ugled Zahoda. Mi smo bili prvi, ki smo rekli, da se v Gazi dogaja genocid. Mi smo bili prvi, Predsednica republike, ne? Ne, predsednica, kar vlada pa... Zunanja ministrica pravi drugače. Mi smo bili prvi... To razlaganje o tem, kako je zdaj čas za mir in kako se moramo pogajati, to je pa tipična politična demagogija. Kaj si bi pa rad se streljal, kaj? Lahko. Pa berkovat, pa šimfat po gostilnah, seveda ne prinese nobenega uspeha. Treba se aktivno vključiti, kadar vidiš, da grejo stvari res strmo navzdol in to gledati iz varnega zavetja doma seveda ni odgovorno. In to je moj osnovni razlog, zakaj sem se odločil stopiti med socialiste.
Spletna računa stranke Gibanje Svoboda in Roberta Goloba na enem izmed družbenih omrežij sta bila tarča kibernetskega napada. Zato, kar lahko sporočim vsem tem, ki so bili naročniki. Cela Evropa je bila pripravljena, da boste kaj takega poskusili in zato vem, da boste za to tudi odgovarjali. To niso kibernetski napadi, to je napad na stranko Svoboda, zato ker so ljudje nezadovoljni z njihovim delom in njihovim manipuliranjem, ki ga lihkar izvaja na socialnih omrežjih, da mi napadamo demokracijo, da mi delamo fake profile. Nas hočejo prepričati, da smo mi šli v K, medtem ko sami sebi dokazujejo, da si delajo še večjo škodo s tem, ker nas hočejo diskreditirati. Daj Golob joka, da koordinirajo spletne napade na njega na Insta. Ja, bogi. Kaj je cvileži golobji? A zdaj cvilite in skačete, ko so vam udrli v vaše profile? Glejte, Janša je bil nor. Nezakonito me je zaprl, hišno preiskoval, javno linčal, ker sem se upal upreti sistemu. Ampak teli zdaj na oblasti so še hujši. Pa skoraj da nevarnost je za življenje nevarnost. Pa kaj se greste? Navadna golazen ste in kažete vsak dan. Ma zdaj ne gremo niti v koalicijo, ki jo bo vodil Golob. Pravi, naslednjo vlado bomo vodili bodisi mi, bodisi se bo nadaljevala vladavina Roberta Goloba in svobodnjakov ter potapljanje Slovenije. Če kdo ni razumel tistih grafov trendov gospodarske rasti, potem nima pojma o realni stvarnosti. Torej gre za izbiro med Slovensko demokratsko stranko, ki gradi in ustvarja, ter svobodnjaki, ki ukinjajo, rušijo in zapravljajo. Gremo po poti, ki gradi, ali gremo po poti, ki ruši? Jaz sem prepričan, da se bojo volivci na koncu, ko se bojo morali odločili za pot gradnje. Razlika je očitna, zato bomo naslednjo vlado vodili mi. Vi me sprašujete, ali se fokusiram na poraze. Verjamete mi, da v športu, kdor se fokusira na poraze, ta ni športnik. Tako da jaz sem fokusiran na cilj, ki sem ga jasno skomuniciral, in to je nadaljevanje mandata. Tu se moj fokus zaključi. Mi nismo brez napak, vendar smo doslej dokazali, da se znamo iz njih tudi učiti. In to je edina stvar, s katero se bom ukvarjal do 22. marca. Vse ostalo se bomo ukvarjali kasneje.